Danes vstopam v osupljive kočevske gozdove, v svet, kjer nas bo prevzela mogočnost narave, spokojnost tišine in šepet stoletnih dreves, so zapisali organizatorji že 11. pohoda po Medvedovih stopinjah. Sam grem prvič, sicer le na polovičko na 36 km, sicer pa je ta najtežji vzdržljivostni pohod v Sloveniji dolg kar 64 km. Tisti, ki gredo na celoten krog, so štartali že po temi o 5. zjutraj ali še nekoliko prej. Ostali pa bomo zdaj malo po 7. uri na to prav posebno doživetje. Pohodnice in pohodniki, pravzaprav pogumneži in pogumnice, kot jih mi imenujemo, kome čakajo in da je to verjetno en najbolj pričakovanih pohodov v Sloveniji. Prvo leto 75, drugo leto 150, tretje leto 250, pol se je pa začel. Torej, mi smo pred nekaj leti naredili limit 2500 zaradi treh preprostih razlogov, zato da lahko poskrbimo logistično za vse, namreč ljudje grejo v rok, v divjino, potem pa zaradi same narave, da preveč ne obremenjujemo samo naravo. Zato je ta limit okrog 2500 plus minus še nekaj dodamo. Tako da je to zdaj ta maksimalna številka. Letošnji pohod je bil razprodan v 3 urah, pa še server nam je dol padel vmes. Pohod ima dve dolžini. Glavno 64, potem pa za tiste, ki pač mislijo, da ne grejo, smo naredili pa še krajšega 36. Zdaj, moram reči, da te, ki si odločijo za 64, so vsako leto bolj pripravljeni. Recimo, to se je danes videlo, glede na to, da imamo izredno slabo vreme, da skoraj da ni upada od prijavljenih, da so vsi prišli pripravljeni z dodatno opremo, z pelerinami, z plašči in tako naprej. Okrog 10% jih ne pride do cilja. Na kontrolnih točkah lahko odstopijo, potem jih pa mi pač transportiramo nazaj v dolino, kar je pri številki okrog 1000 ljudi, koliko gre vedno na dolgo progo, se mi zdi kar malo. Na vseh kontrolnih točkah pitna voda čaka pohodnike, ne rabijo nobenih flaš s sabo, ničesar razen nekaj malega od točke do točke. Na kakšnih točkah jih presenetimo s kakšnimi dobrotami, na polovici dobijo malco in pa seveda reševalne službe, civilna zaščita, Rdeči križ, vse je to razporejeno, postavljeni so posebni rescue pointi, kjer, če se kaj zgodi, počakajo, mi pridemo, ga odpeljemo. Pa še eno stvar, pač moram povedati, Telekom Slovenije zdaj že 3-4 leta pokrije dodatno Kočevski rok z mobilnim signalom, ker drugače ga čez leto ni, samo za čas pohoda, da smo še preko tega eno dodatno varnost zagotovili našim pohodnikom. Pohod poteka po znameniti Roški pešpoti, ki jo je začrtal let nazaj inženir Prelesnik. Dolga je 64 km, ima 2300 metrov višinskih, je zagotovo ena najtežjih v Sloveniji, gor, dol, gor, dol, gor, dol. Po neokrnjeni kočevski naravi, mimo in skozi bivše kočevarske vasi, ki jih praktično več ni, čez plantaže čemaža, ki zdaj raste po rogu. Zato je pač tako zanimiva in tako pričakovana in ljudje grejo v divjino, spoznajo verjetno najlepše kotičke Slovenije. Vabljeni ostalih 364 dni
In po zimi in poleti pot je dobro označena, je ta šapa, evo, klele se bo videlo, je markacija na vseh 64 km, tako da dobrodošli, da se progo narediti v 2-3 etapah, 18 pa 34 pa ostalo. Gozdarji imajo koče, se da tudi prespati, tako da kdor hoče, kogar zanima narava, Kočevska, bo na tej progi našel praktično vse. Zdaj bom tako rekel, srečanja z medvedoma, v glavnem bolj vsi tisti, ki niso z naših koncev, niti ne se bojijo, mogoče celo pričakujejo, redko boste medveda srečali v naravi, če boste sem pa kdaj prišli. Za tiste pa, ki bi ga radi videli, na Kočevskem tudi organizirano se da iti gledati medvede v posebne opazovalnice. Ampak ni samo medved, je tudi ris, je tudi volk, mogoče za otroke pa lepše kakšno srnco videti. Zadnji kilometer. Uspešno je za mano 36 z 880 višinci, 7 ur in pol, vključno s polurno pauzo za malico na Lovskem vrhu. Kondicijsko niti ni bilo tako zelo zahtevno, današnji izziv je bilo predvsem vreme oziroma razmere, niti ni tako zelo močno deževalo, kot je bilo veliko blata. Predvsem prvih 10-11 kilometrov, kjer je pač pred mano hodilo že več kot 1000 ljudi in je bilo res blata, kot da bi hodil po Čokolinato, če dam tako malo bolj slikovito asociacijo. Res je bilo treba paziti, da si vstal na obeh nogah. Bilo je kar nekaj padcev in poškodb, nekdo se je tudi težje zlomil nogo. Naslednjih 15 km je bilo nekoliko lažjih, malo po gozdnih cestah, pešpot pa je bila tudi manj drseča, saj sem bil med hitrejšimi in sem večino pustil za sabo. Po malici na Lovskem vrhu je nato sledil sestop, sprva precej strm in že po nekaj korakih sem bil nahriti in čez 3 korake še drugič. In ko sem prišel na asfaltno cesto 7 km do cilja, sem mislil, da je to, no pa ni bilo. Še enkrat sem zavil v gosti in sledilo je še 2-3 km precej blatnega kolovoza oziroma gozdne vlake. Ampak je šlo. Če bi rekel, da je bil tale pohod v Živancija, bi se zlagal, vsekakor pa je bil ena taka super avantura. Naslednje leto pa na 64-ko, ne vem, mogoče, no, vsekakor ne o takem vremenu. Tisto, kar pa je bilo najlepše, pa je bil ta spomladanski svetlo-zelen gozd. Res lep. Hvala, ker ste video gledali do konca. Ste bili tudi vi na medvedovih stopinjah? Bi šli? Zapišite v komentar. Za uspešno opravljeno turo pa me lahko nagradite z lajkom ali pa se naročite na moj kanal, če se še niste.